Quantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Rak pri moških je vodilni vzrok smrti, pri ženskah je na drugem mestu. V Sloveniji je tudi vodilni vzrok za prezgodnje smrti, saj je vzrok za okrog 37% vseh smrti pred 65 letom starosti, sicer pa je rak praviloma bolezen starejših, saj je kar 90% vseh obolelih starejših od 50 let in 65% vseh obolelih starejših od 65 let. Več kot polovico novih primerov je zgolj pripisati staranju prebivalstva, druga polovica pa izhaja iz navadnostnih dejavnikov, in sicer to je življenjskega sloga, iz delovnega in fizičnega okolja. Zdaj, na področju obvladovanja raka se v Sloveniji veliko dogaja, vse aktivnosti pa potekajo v okviru državnega programa za obvladovanje raka. Ob tej priložnosti bi rada izpostavila nekaj aktivnosti, ki bodo prispevale zagotovo k temu, da bo odločitev za zdrav življenjski slog in breme raka manjša. Pripravili smo na Ministrstvu za zdravje in v mesecu marcu je bila sprejeta novela zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, s katero smo omejili dostop do privlačnih arom, elektronskih cigaret in ogrevanih tobačnih izdelkov, ki so prvenstveno targetirali otroke in mladostnike. Načrtujemo več usklajenih aktivnosti, predvsem za dvig precepljenosti proti HPV in hepatitisu B, saj je mogoče s cepljenjem proti HPV preprečiti raka materničnega vratu in še 6 dodatnih rakov, s cepljenostjo proti hepatitisu B pa lahko preprečimo raka jeter. Zdaj, presejalni programi so v Sloveniji posebna zgodba o uspehu, in sicer ljudje zaupajo tem programom, vodijo jih res kompetentni in predani strokovnjaki, ženske se izredno dobro odzivajo na vabila, skupni izziv pa bo v čim večji meri povabiti moške, predvsem v program Svit. Vesela sem tudi, da v letošnjem letu potekajo strokovne priprave z namenom, da bomo lahko v prihodnjih letih spregovorili tudi in povabili ljudi v enako kakovostne programe, in sicer za odkrivanje raka pljuč in pa prostate. Skoraj polovico rakov je mogoče preprečiti. Evropski kodeks proti raku je zbir nasvetov o tem, kaj je treba upoštevati, da ne bi zboleli za rakom. Zato si na Ministrstvu za zdravje želimo, da je življenje v skladu z 12 nasveti proti raku postane vsak dan čim večjega števila ljudi. Današnji dogodek je torej posvečen temu, da opolnomočimo, seznanimo, spodbudimo ljudi k spremembi vedenj, s katerim lahko preprečimo kožnega raka, ki je vse prepogost v Sloveniji. Strokovnjaki bodo torej spregovorili o značilnosti tega raka in opozorili, da lahko s pametnim vedenjem in ravnanjem preprečimo strah, trpljenje in vse, kar spada zraven onkološkega zdravljenja.